naslov mojega referata današnjega je Prav proti fašistom v naši vasi ni bil noben. Arheologija spominjanja na čas fašizem na istrskem podeželju. Prispevek poskušam v študiji primera in na osnovi življenjskih zgodb, ki sem jih zbirala v istrski vasi Repitovec v daljšem časovnem obdobju, analizirati odnos med individualnim spominom in kolektivnim mitom. V ospredju vključujoče zgodovinsko-etnografske raziskave so spomini na obdobje fašizma v eni od istrskih vasi. Glede na to, da odpor nacifašizmu zaseda v kolektivnem spominu Slovencev eno od osrednjih identifikacijskih točk nacije, se nam je zdelo primerno izhodišče za preverjanje teorije in prakse oziroma odnosa med kolektivnim in individualnim spominom posameznikov na nacifašizem. V svoji raziskavi se opiram na stališča, ki so ga razvili Popular Memory Group pri Centru za sodobne kulturne študije iz Birminghamom. Raziskovali so medsebojni vpliv med zasebnim in javnim spominjanjem in ugotovili, da je spomin konstrukcija in da sestavljamo spomine tako, da nam pomagajo, da se počutimo relativno udobno v znašeni življenji, kar nam daje občutek pomirjenosti. V primeru, da travme, ki smo jih doživeli, niso bile razrešene, spomine boleče in neusklajene s trenutno identiteto pritiskamo v pozabo. Na nek način nenehno usklajujemo našo preteklost, sedanjost in prihodnost. Dejansko je zaseben proces sestavljanja varnega spominjanja v resnici zelo javen. Naši spomini so lahko zelo tvegani in boleči, če niso prilagojeni uradnim verzijam preteklosti. Če se najprej ozremo na slovenske zgodovinopisje na temo fašizma, to so predvsem dela Milisega Cimbohi, Stoneta Ferenca, Jožeta Pirjevca, Branka Marušiča, Milena Pahorja, Egona Pelikana in drugih. Potem lahko ugotovimo, da se večina zgodovinopisne produkcije nanaša na raziskovanje fašistične politike v Julijski krajini in na podrobno dokumentiranje razgledovanega programa in protifašističnega upora. Kot je v uvodniku v ponovno izdajo knjige Milice Cimbohic pozorila že Marta Virginella, so določena vprašanja tega obdobja še vedno slabo raziskana. To gre predvsem za vprašanje obliki podpore, ki je fašistični režim užival med posameznimi plastmi prebivalstva, pa tudi na vprašanje socialnega in gospodarskega vpliva materialnih bonitet, ki jih je Mussolinijeva oblast tudi na Primorskem, tako kot drugje v Italiji, podeljevali najrevnejši. Razloge za takšno stanje Virginella vidi v kočljivosti vprašanj, ki že ob dosedanjem poznavanju tematike ne dopušča enostavnih ločnic med fašistično državo in slovensko družbo, niti ne zarišejo odločne črte med Italijani fašisti in Slovenci antifašisti, in to je ne dovoljujejo tistega enoznačnega črno-belega prikaza primorske zgodovine, ki je edini funkcionalni idealni nacionalni pripovedi. Na tem področju tudi še 10 let po omenjenem zapisu ni bilo storjenih pomembnejših premikov z izjemo Mlakarjeve študije Fašistična stranka na Primorskem 30 letih 20. stoletja in poskus predstavitve njenega slovenskega članstva, ki je šel v revija Histrije leta 2016. Mlakar v tem prispevku, predvsem na podlagi originalnega arhivskega gradiva, prikazuje organiziranost fašistične stranke na celotnem slovenskem etničnem ozemlju Julijske krajine in sicer stanje nekako v sredini 30 let. V ospredje postavlja pregled vseh fašijev, predstavitev njihovih vodstev in števila članov, dotika pa se tudi članstvo v posameznih strankarskih segmentih oziroma pridruženih organizacijah. Njegove ugotovitve kažejo na to, da se je na Idrijskem in na Krasu veliko Slovencev članjevalo fašistične organizacije. Istrsko stvarnost, predvsem na hrvaškem delu Istre, nekaj podatkov je tudi za slovenski del, je v delu fašizem v Istri obravnaval Darko Nikolski, ki prav tako ugotavlja, da se je fašizem v Istri zarezal v vse pore političnega in družbenega življenja, ne glede na nacionalnost. Nikolski loči urbani in agrarni fašizem in o istrskem fašizmu govori, da Istra postaja italijanska pokrajina, v kateri pustošijo prezgodaj dozorele škvadristične organizacije. O masovnem sprejemu fašizma v Istri lahko govorimo v prvi polovici 30 let, ki so upadli z uveljavitvijo fašistične korporativne države. Vsekakor pa je treba govoriti
govorimo o istrskem medvojnem obdobju in konsenzu z režimom, imeti pred očmi dejstvo, kot je poudaril že Miroslav Bartoša, da je medvojno obdobje v Istri obdobje golega preživetja, to je biološkega, nacionalnega, kulturnega, moralnega in človeškega. Nekdo je uspel preživeti biološko, izgubil pa je nacionalno identiteto, nekdo kulturno, moralno, spet drugi je, kot bi rekli filozofi, živel in umrl, ne da bi se sploh rodil. Prav tako je treba imeti pred očmi fašistično nasilno politiko, ki je svojimi tolpami oziroma škvadrami zastraševala prebivalstvo in iluzorno si je predstavljati, da se bo oboženo istrsko prebivalstvo na dolgi rok uspelo upirati agresivni politiki, še sploh, če upoštevamo določene bonitete, ki jih je ponujil novi režim v zameno za lojalnost. V prispevku pa se bom osredotočila predvsem na pripovedi pričevalcev na čas fašizma, ki ima posebno mesto v življenjskih pripovedih, saj gre za čas njihove mladosti in socializacije, v tem primeru v fašistično družbo. Večji del zbiranja pričevanja potekal v letih 2003 in 2004, ko je bilo še nekaj sodobnih od tistega časa še živih, v posameznih fragmentih pa se je nadaljeval vse do danes. Ker gre namreč za moj domač teren, kjer sem jaz rojena, sem v konstantnem stiku s pričevalci in tudi že, ko sem zaključila raziskavo, so hodili k meni in povedali, pa še to sem pozabil, pa še to, ne, skratka, se kar naprej dogaja ta moj teren. Zato mi je kljub težavam, ki sem jih imela glede vzpostavljene znanstvene distance in včasih tudi osebne prizadetosti, uspelo prodreti veliko globlje v problematiko. Zbiranje pričevanj je podobno ljubljenju čebule, ki se je iz polja popolne usklajenosti spominov z uradnimi interpretacijami preteklosti. V začetku mojega zanimanja za spomin v vasi dosega v letu 1989 in se na to v sistematični terenski raziskavi vse bolj premikalo v sivo cono za molčanje in potlačene individualne in skupnostne preteklosti, ki največ v ničemer ne odstopa v primorskega povprečja. Recimo že Luisa Pasolini, to je zelo poznana raziskovalka ustne zgodovine, ki je raziskovala zgodovinsko izkušnjo delavcev v Torinu v 70. letih 20. stoletja, je upozorila, da mnogo pričevanja povedo zelo malo o območjih, kjer naj bi se organiziral konsens z režimom, mol pa je pripisovala vplivo obstoječega zgodovinopisja. Podobno je bilo tudi pri spominjanju mojih intervjuvarcev. Zanimivo je, da v vseh, kam sem prihajala kot raziskovalec prek drugih, ne moji rojstni, o omenjenih problemov nikoli niso hoteli govoriti. Nikoli nisem naletela na osebo, ki bi mi želela o tem kaj povedati. Čeprav sem vedela, recimo, da se je to dogajalo. In šele v moji rojstni vasi sem v dolgem časovnem obdobju uspela prodreti v globlje. Že kot otrok se spominjam, da so v medsebojnih konfliktih prebivalci drug drugemu očitali italijanske priimke in podobno, kar pa takrat še nisem razumela. Ko pričela s sistematičnim raziskovanjem, sem pri pripovedih intervjuvancem naletela na nedoslednosti v pripovedi, izogibanju odgovorov na določeno vprašanje in podobno, kar je vzbudilo potem moje zanimanje. Ker so pričevalci pripovedovali svoje življenjske zgodbe, so pričeli najprej govoriti o vstopu v italijansko šolo, kjer so se srečali z jezikom, ki ga niso razumeli, in o brezčutnih italijanskih učiteljih, ki so jih citirali. To so zgodbe, ki so povsem usklajene z memoristiko in zgodovinopisjem o fašizmu. Na simbolni ravni je vas dobila tudi novo ime, Viva della Vena. Govorili so o tem, kako niso smeli govoriti slovensko, peti slovenskih pesmi in o prisotnosti italijanskih karabinerjev v vasi. Največ italijansko prisotnostjo so imeli starejši vaščani, ki so se težko prilagodili novemu režimu in so odkrito izražali nostalgijo za bivšo Avstro-Ogrsko. V družini enega informatorja, recimo, je nezaupanje v nov režim pripeljalo tako daleč, da leta 1919 niso hoteli zamenjati avstrijskega denarja z italijanskim in so zato izgubili znatne vsote denarja. Potem so ga njegovi dediči našli v eni skrinji in ni bilo tako malo denarja, ampak zamenjati tam vtevne. Kljub temu, da so prihod Italijanov sprijemali z mešanimi občutki, se je večina ljudi hitro prilagodila novim političnim razmeram. Namreč, ko so italijanski vojaki prišli v vas, so takoj pričeli s raznimi akcijami za izboljšanje življenjskih razmer.
Ljudem so celo plačevali, da so popravljali poti, kar jim je bilo do takrat nepojmljivo, podporne zidove in urejali hudourniške vode. V teh letih so italijanske oblasti, predvsem za vojaške potrebe, zgradile tudi novo cesto v Čičarijo, v vasi pa so organizirali tudi javno kuhinjo in vse to je ljudi prepričalo, da so lažje sprejeli novega oblastnika. Sicer je res nekajkrat prišlo do manjših incidentov z italijanskimi karabinjeri, ki so iz Buzeta pogosto hodili v vas in prispali v gostilni, v vaški gostilni, kjer so imeli rezervirano tako imenovano karabinjersko kamero in pogovor. Ampak v bistvu to so bili osamljeni primeri. No, pogovor o konsenzu z režimom so se sprva zelo izogibali. Ko sem jih konkretno vprašala o sodelovanju v fašističnih organizacijah, je eden od informatorjev zadevo razložil tako. To se mi zdi zanimiva misel, pa bom prebrala pričevanje. Prav proti fašistom ni bilo noben. Naši ljudje so bili mirni ljudje in so sprejeli vse. Avstrijo, Italijo in Jugoslavijo. Kaj smo mi, bogi, hoteli narediti, je bilo treba živeti. Če si hotel imeti prednost, si se moral pokoriti. Tako je bilo nivo. Zato so šli eni v balilo, eni proti fašista, no niso hoteli nobenemu nič slabega. Tu niso bili uniškadaristi kot tam okoli Trsta. Čeprav v vasi ni bilo nikakršnega odpora, pa vendarle niso vsi vaščani stopili v fašistične organizacije, kakor tudi niso spreminjali svojih imen in odhajali kot poslovoljci v italijansko imperialistično vojsko. Po mnenju enega od informatorjev so to počeli ambicioznejši. Tisti, ki so hoteli imeti boljše življenje, bi rekel, in imeti službo, stilno, obrt ali karkoli takega. Kar lahko razumemo kot v bistvu preživetveno strategijo. No, zanimivo tega so vaščani niti niso pretirano obsojali, in glede na povedano sem najprej sklepala, da je prilagoditev na novo državo in totalitarni režim za večino ni predstavljal večjih problemov. Da bo vse skupaj vendar ni bilo tako neproblematično in da se je obdobje italijanske prisotnosti v vasi traumatično zarezalo v spomin skupnosti, so mi dala slutiti pričevanja o vojnem času, pravi, ko so začeli govoriti o času vojne. Najprej sem ugotovila, da je kljub temu, da so po odločitvi Zavnoha, da se Istra priključi Hrvaški, na terenu prihajalo do nesporazumov med hrvaškimi partizani in slovenskim obmejnim prebivalstvom. Da bi lažje reševali operativno vprašanje, je prišlo 10. februarja 1944 na Maliji do dogovora o razmejitvi med slovenskimi in hrvaškim osvobodilnim gibanjem, ki je segalo od izliva Dragone do vasi Topolovec in to do vasi Pregara na Štrpet, pred Buzetom in proti Vodicam. To poročilo z dne 10.2.1944, ki ga je napisal Milan Javor, eden od zastopnikov OF slovenskega dela Istre, poroča o tem, da so hoteli Hrvati vključiti v svoje formacije kraje jezikovno mešanega ozemlja, čeprav naj bi se prebivalci temu upirali. No, Rakitovec je pripadal v slovenski strani, vendar kljub temu so hrvaški partizani in aktivisti iz Čičarije pritiskali na Rakitljane, da bi mobilizirali mlajše moške in jih poslali v hrvaške partizanske formacije v rodišče v Čičariji. Na vprašanje, zakaj so se odzivali na te pritiske, nekaj časa nisem dobila odgovora. Vendar kasneje so mi postregli z odgovorom, da v bistvu so Čiči ustrahovali prebivalstvo, da jim bodo požgali vas, če ne bodo odšli v hrvaške partizane. Vendar sem se vprašala, kaj ste pa šli, če ste imeli pravico iti k slovenskim partizanom. No in na koncu so pa le priznali, da so jim partizani iz Čičev grozili, da jih bodo požgali vas zato, ker je večina ljudi v vasi sodelovala v fašističnih organizacijah. Se pravi, da so se potem so se odločili tako, da so šli mlajši fantje so šli v hrvaške partizane in kasneje so izvedli še eno mobilizacijo in poslali nekateri starejših moških, ki so bili še nekako za orožje sposobni v slovenske partizane. Se pravi, ene in druge. Ne? No in če malo skrajšam, nekaj mi že sporočajo, da mi poteka čas, kar pa je bilo najbolj v bistvu traumatično in o tem do danes, pred enim letom, ko sem še govorila z enim od živih informatorjev
informatorja nisem izvedela, je pa bil ta osebni vidik fašistične prisotnosti. In sicer karabinjeri so vstopali v ljubezenska razmerja s tamkajšnjimi ženskami in sicer množično, ne glede na to, ali so bile poročene ali samske. In sicer, tako pravi, karabinjeri so bili v vasi ves čas Italije in so imeli vse pod kontrolom. Ma najbolje je bilo, ker so se tikali naših žensk, tudi unih, poročenih in tudi mlajših punc. Če recimo pomislimo, da če je nekdo iz sosednje vasi prišel snubiti kako mladenko v vas, so ga nagnali moški vsem kamenjem in možnimi vsemi rekviziti, potem si lahko predstavljate, kaj je to za takratne ljudi predstavljajo. Ne? In na vprašanje, kako so to prenašali, je eno od informatorjev pojasnil kako. Njihovi moži niso mogli narediti nič, ker so se dali karabinjerov. Mostric je recimo bil vas iz sebe in se je hotel ubiti zaradi tega. Ena recimo je imela tudi otroka z enim Italijanom in ni bila okej, kot potrpet njen mož je sprejel otroka in skrbel za njega, kot da bi bil njegov, recimo. Pri tem, da je sam govoril, da bi njegov, ljudem dogasne. Skratka, je pa zanimiva še ena stvar, ne? Te raziskavi. Takoj po populaciji Italije so se politični akteri iz časa fašizma prelevili v zavzete zagovornike NB. Skratka, mi si predstavljamo, da so tisti, ki so podpirali fašizem, končali v vojbah, tu tudi približno ni bilo tako. Vsi so postali tako imenovani odborniki in ni bilo zato nikakršnih sankcij strani nove oblasti. Skratka, če zaključim, dogajanje v vas v času fašizma je v spremenjenih političnih okoliščinah, ko se ni spremenil le režim, ampak tudi država, obremenjevali skupnost ne v političnem smislu, ampak je poteptala družinske in medosebne odnose v skupnosti. Zaznamovali so jih z občutkov krivde, ki jih je spremljal ves povojni čas, tudi ali njihove odločitve res lahko razumemo kot pomanjkanje njihovega nacionalnega čuta, to sem se recimo spraševala. Ampak v bistvu jaz tako razumem. Etnično identiteto v Istri, ki je bila vse skozi na stičišču slovanskega, romanskega in germanskega sveta, je potrebno razumeti v kontekstu hitrega in pogostega menjavanja državnih okvirov. Nacionalna identiteta, ki je običajno rezultat interakcije med centrom in periferijo, je bila podvržena pritiskom centra, ki je takrat bil Rim, kar je bilo le nadaljevanje kolonialnih odnosov v takratnem multikulturnem okolju. V ospredju zanimanja malega istrskega človeka je bila njegova družina in ožja skupnost in deviantno je bilo vse tisto, kar ni prispevalo k ohranjanju te skupnosti. Pripadnost narodu je bila za njih drugotnega pomena. Brez izjeme so se prilagajali vsakokratne oblasti, vendar da nje ohranjali nekakšno distanco. Zato ne čudi, da so se lahko brez težav prilagodili vsakokratnim spremembam oblasti, ki jih je v primeru fašizma pustila določene travme, ki jih je bilo čutiti še dolgo po padcu režima. Tako malo bom že spustila in s tem zaključila.